Še čisto malo in bodo počitnice tu in še čisto malo pa se bo zaključilo naše popotovanje po regiji in odkrivanje turističnih potencialov, ki jih letos postavljamo v ospredje v oddaji Koraki do uspeha. Zahvala ob tem tudi našemu pokrovitelju, podjetju Spintek in častnemu pokrovitelju, lastniku in direktorju podjetja Goranu Miškulinu. No, veseli me, da se danes znova podajamo v čudovito dolino Soče. Petra Rutar, direktorica Kanalskega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport, Tom Murovec, predsednik Društva nasmejanih Kanal in Peter Daks-Kobler, pobudnik in eden od organizatorjev Soča Outdoor festivala. Dober dan vsem. Dober dan. Zdrav. Živijo, dober dan vsem, ja, tudi vam. No, bogata zgodovina, očarljivi kanal, kultura, doživetja na prostem, občina ima kaj pokazati, zato je bil nedavno tudi ustanovljen Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. Petra Rutar, direktorica, še ne leto dni ste pravzaprav na čelu tega zavoda, ki se poslužuje promocijskih aktivnosti Zavoda za turizem Dolina Soče. Kaj ste uspeli pravzaprav v tem času že opraviti, zastaviti in čemu ste posvetili največ pozornosti? Ja, v bistvu postorili smo kar nekaj stvari na večjih frontah, ampak še vedno največ pozornosti posvečamo našim krajem in ljudem, saj smo mnenja, da so prav oni tisti, ki dajo nekemu mestecu, neki vasi dušo in potem zaradi te duše prihajajo lahko prijatelji iz sosednjih občin, potem iz vse Slovenije in šele na to turisti. Torej pri temu moramo pa tudi vedeti, kdo je današnji turist, saj se tudi turisti z desetletji spreminjajo in pravzaprav kaj si današnji turist želi. Pa tudi to, da Kanal nekako ne postane, bomo rekli, tista tranzitna destinacija, ki ima vendarle veliko za pokazati, kaj ne? Ja, tako je, delamo na tem. Mislim, da je TIC že v 15 letih veliko postoril, kajti pač Kanalska občina je velika občina, 147 kvadratnih kilometrov, s 5500 prebivalci, ki so zelo razpršeni. In jaz bi tle poudarila pomembno vlogo vaških skupnosti pri soustvarjanju te snovne in nesnovne kulturne dediščine, pa tudi turistične destinacije. No, še posebej veliko pozornost bomo v današnji oddaji namenili kolesarskim potem oziroma pohodništvu, aktivnostim na Soči oziroma s tujko outdoor doživetja. Kar bi lahko bilo tudi nek sinonim za našega naslednjega gosta, Peter Daks-Kobler, ustanovitelj in direktor Zavoda za razvoj aktivnosti na prostem in spodbujanje dobrega počutja marsikaj. Marski. Tako oboje je pravilno. Oboje je pravilno. No, ste v prvi vrsti gorski kolesar, verjamem, da nas naši poslušalci že dobro poznajo. Ste tudi predsednik sekcije ponudnikov turističnih storitev pri Severno-primorski gospodarski zbornici Nova Gorica. Lahko rečemo, da kolesarske poti v Posočju poznate kot lasten žep. Katerih akcij se pa te dni lotevate? Deloma smo že odgovorili z znamko, ki sem jo razvil, to je marsikaj. Pa bom razkril kar tukaj prvič v javnosti, da se ponovno vračam na Sotočje v obliki Sotočje outdoor bara z otvoritvijo prav ta vikend. Nekoliko vas je ustavil COVID, kaj ne? COVID pa drugi izzivi, v bistvu razvojni, ki se dogajajo na tem širšem območju Sotočja, Objezerskega, med Tolminom in mostom na Soči, ampak verjamem v to zgodbo. In poleg tega pa v kratkem sledi kar en, lahko rečem, največji projekt v letu zame. To je pa Soča Outdoor festival. Gremo že v 11, če se ne motim, edicijo, podiramo rekorde v številu prijavljenih tekačev. Kolesarje smo dali v tekmovalnem smislu malo na stran, tako da pričakujemo na Sotočju več kot 2000 tekačev v 3 dneh. Aktivni ste pa tudi na Robidišču oziroma na tem čudovitem predelu kolesarskih povezav, ki jih je zasnoval že, tako lahko rečemo, kaj ne, vaš predhodnik, tam se je zgodba zaključila, ste poprijeli vi zavajati. Tako je, že lansko leto sem skočil na pomoč prejšnjemu upravitelju oziroma avtorju te odlične zgodbe, ki je zašla v težave zaradi določenih pravnih zadev. Tudi tukaj verjamem, da je projekt odlično nastavljen, regijskega pomena, ne samo lokalnega, ker namreč manjka tovrstnih urejenih, bom rekel, gorsko-kolesarskih poti. Zato vztrajam že drugo leto zapored in se nadejam, da bomo še to sezono, čeprav je zdaj že kar malo pozno,
ta gorsko-kolesarski center ponovno odprli. Hkrati pa tudi znotraj destinacije Dolina Soče na ta način razvijam svojo turistično zgodbo, hkrati pa povezujem tudi to mogoče včasih preveč razdrobljeno turistično ponudbo. No, kot je že povedala tudi direktorica Petra Rutar, je na Kanalskem zares tudi bogato število društev, ki se ukvarjajo z marsičem, tudi v Športno-kulturnem društvu na Smejanih. Skrbite za živahno dogajanje, kaj ne, gospod Tom Murovec? Kakšen je utrip sedaj v Slikovitem kanalu? Utrip, kar se tiče turizma, je skoraj prevelik. Malo preveč je teh turistov po kanalu, pa malo premalo ponudbe imamo v zadnjih letih, nimajo niti za spat, niti za jesti, za reč, no. Če se vrnemo, kaj pa naše društvo skrbi, mi smo taki bolj butični organizatorji, ker nam ne pašejo masovke, ne velike prireditve in ciljamo bolj na našo populacijo, lokalno in še parih sosednjih občin, oziroma, kako je Petra rekla, turisti pridijo zadnji, potem širšo Slovenijo in šele na to turizem, no. In bi radi, da se imamo lepo v svojem kraju, domačini in sosedje, tako nekako, ne. Zdaj skrbimo pa s tistimi parmi prireditvami, ki jih naše društvo da ven. To je najbolj so knjižnica pod krošnjami, Čilijada in letos spet Kontrada po dolgem času, ki smo jo kot mulci v 90-ih začeli sami, no. Posočje je raj za aktivne in tudi na Kanalskem je osrednji del z reko Sočo, je hribovit del Kanalskega kolovrata, je Banška planota. Priložnosti za aktivna doživetja na Kanalskem je veliko. Nenazadnje sem sega tudi Julijana Trail. Direktorica zavoda Petra Rutar, se povečuje število obiskovalcev, ki jih zanimajo taka doživetja. Kako boste še razvijali ta segment turizma? Ja, prav gotovo. Kar se tiče pohodništva in kolesarstva, imamo, dajmo reči, v roki 3 poti, velike, pomembne, ki grejo skozi našo občino, Julijana Trail, pot miru in pa pot 3 svetišč, ki jih urejamo in opažamo seveda vsako leto več ljudi, bodisi turistov in tudi, kot smo prej omenili, domačinov oziroma sosednjih občin. Tako da sigurno v tej smeri gre razvoj turizma za ta segment. Trenutno imamo v občini 35 nastanitev s približno 280 ležišči in se pač dvigujejo kot smo povedali, 11.000 nočitev je bilo v lanskem letu, tako da z dobrimi 20 kilometri te zmaradne lepotice imamo veliko priložnosti tudi za ostale tipe, kot so ribištvo, za kanuiste, za skakalce, plavalce, nenazadnje tudi potapljače. Delamo tudi veliko na naravoslovnih dnevih znotraj Soče, torej z virtualno umetnostjo, to še prihaja, oziroma realnostjo. Predvsem pa imamo tudi unikatne prireditve. Letos, recimo čez poletje, jih je preko 40, imamo svetovno znano galerijo Rika Debenjaka. Ampak recimo prav te povezovalne poti, kot smo prej govorili, recimo ta povezovalna pot 3 svetišč je kar precejšen magnet, oziroma ta segment turizma je vse bolj živ. So tudi ponudniki, bomo rekli, prisluhnili obiskovalcem oziroma se odzivajo tudi recimo domačini s ponudbo ob tej poti? Ja, se odzivajo. Trenutno urejamo državne zadeve, torej spremembe zemljišč. Pridobivanje soglasij, ja, to v bistvu že nekaj let poteka ta pot in že nekaj let vidijo domačini turiste in zagotovo delamo vsi v tej smeri, da jih bomo tudi mogoče obdržali. Peter Dak-Skobler, vi ste iz Foha, kot rečemo, področje gorsko-kolesarskih poti namreč se razvija tudi na Kanalskem, pa recimo širše v regiji. Kako je to lahko eden izmed nosilcev turističnega razvoja? Kakšni gostje so kolesari? Ja, absolutno je gorsko kolesarjenje v goriški regiji pred približno 10-15 leti potegnilo ta voz kolesarskega turizma. Danes pa v bistvu se je razvoj šel v toliko segmentov kolesarskih različnih, da v bistvu moramo vedeti, katerega kolesarja nagovarjamo, o katerem tipu kolesarja govorimo, v smislu ponudnikov, se pravi, kaj jim ponuditi, ali potrošnje z vidika strateškega razvoja, ali pa tudi infrastrukture. Tako da zadeva je dosti bolj kompleksna, kot se mogoče na prvo žogo sliši. Sam, ko pomislim na Kanal in okolico, predvsem se spomnim enega uspešnega evropskega projekta, ki je zasnoval čezmejni kolesarski krog
v sklopu projekta Bimobis, se pravi po dolini Soče v Gorico, čez Brda, v Čedat in potem preko Koborida nazaj. In zelo sem bil vesel, ko sem v Tolminu pred kratkim ogovoril avstrijske kolesarje, ki so imeli te moje, v navednicah, izdelke, zemljevide in vodnike, stare izpred 10 let, in so se namenjali v kanal, oziroma skozi kanal v Gorico. Delali so točno ta krog. Sem rekel, a vam lahko podam sveže, aktualne informacije, minilo je že 10 let, tudi veliko smo naredili na sami infrastrukturi. Kar pa je naš izziv, je kako te stvari bolje kapitalizirati v prodajnem smislu, ker so atraktivne, mi smo pa prišli do zasnove zemljevidov oziroma trasiranja, ampak ta prodajni vidik mogoče v teh primerih je malo zaostal. Da ne govorim Park Pečno, en tak butični kotiček tudi za kolesarje, pa lokalna skupnost v kanalu Avčah, ki jo poznamo širom Slovenije, močnejša kot v Posočju, definitivno. Pa bom končal kar s temi Julijana potmi, tudi kolesarsko. Sam sem bil, bom rekel, v tej prvotni ekipi v sklopu Planinske zveze Slovenije, ki smo zasnovali to julijsko zanko in potem dobila to ime Julijana Bike. Te stvari, tudi navezovalne ali pa dodatne zanke, kot so bile pred kratkim odprte v Kobariškem Breginjskem kotu, definitivno delujejo, ker lahko potrdim, da so takoj po objavi novice, novinarski konferenci, smo že prejeli klice za prenočevanje, naprimer na Robidišču. Tako da tudi te dodatne ideje, kako stimulirati razvoj tega pohodniškega kolesarskega turizma, ne samo na osnovni daljinski poti, definitivno delujejo. No, o tej temi bi lahko seveda še govorili, pa vendar vrnimo se še trenutek k kanalu oziroma Soča, ne, je pravi magnet, lahko rečemo, kaj ne, gospod Tom Muravec, in dokazuje tudi obiskovalci, ki pravzaprav jih pritegne v poletnih mesecih, se skokovito poveča njihovo število. Se lahko ta turistična sezona še kaj raztegne? Raztegne časovno v september, tako, to so odvisni od Soče, čez celo leto. Če je Soča rjava visoka, ne bo nič steha, ne. Čez celo leto ne vem, mislim, da v kanalu je lepo poleti za turista, ker se vsak se ustave na tisto mosto, a poslika, pogleda. Problem je, ko sem rekel, ker nimamo zadosti turistične ponudbe, nimaš skoraj kje pojesti, popiti. In je bolj mimo hod zadnjih par let. Mislim, da se je dosti več prej ustavljalo. Se pravi, je potreba po dodatni ponudbi? Definitivno. V kanalu je bilo 14 hostiln še v 60 letih, ne? Zdaj smo nekoliko na 3-4, ne? Nekaj takega, ne? Na Kanalskem se potepamo v današnjih korakih do uspeha. Občina se je pred leti odločila, da se pridruži Zavodu za turizem Dolina Soče. Z lastnim zavodom za turizem pa sedaj bolj ciljno skuša skočiti na turistični vlak. Kakšnega turizma si želite, Petra Rutar, kje vidite prednosti destinacije? Ja, v bistvu mi smo vstopna ali pa izstopna točka Doline Soče. In v bistvu z Zavodom Dolina Soče se pogovarjamo tudi, da bi te točke ustrezno in ter krajinsko primerno označili, ker gre pa v bistvu za državno zemljo, to pač malo dlje traja. Povezujemo se v bistvu tako kot prej, mogoče bi samo dodala, da malo bolj pogosto in malo bolj glasno in v bistvu še bolj pogosto se bomo mogli povezovati. Tako da sem vesela, da je danes tudi Peter z nami tukaj iz Tolmina. Kakor sem tudi že prepovedala, Tic je v 15 letih ogromno postoril. V bistvu občina Kanal je mnogo bolj turistična občina v smislu zgodovine, tradicije, kot ostale sosednje občine. Jaz se spomnim, da v bistvu prvi tuj jezik sem ga v Kanalu, v kampu, ko sem bila stara 3 leta. Tako da v bistvu lahko primerjamo po starosti kot Bled in Portorož. Le, da je potrebno zdaj te zvezde pravilno zložiti nad nami, ne? In ustvariti butično turistično lokacijo, kar pa Kanal v prihodnje zagotovo bo. Ne ciljamo seveda na masovni turizem, pravzaprav tisto, ki že obstaja, infrastrukturno samo urediti. Super. Kaj pa išče turist? Peter Daks-Kobler, vi ste tudi predsednik recimo sekcije ponudnikov turističnih storitev pri Severno-Primorski gospodarski zbornici Nova Gorica. Kje je potrebno še delati na izboljšanju kakovosti turizma? Mislim, poleg tega, da mi zagovarjamo interese članov turističnih ponudnikov, imamo oblikovane skupine oziroma predstavnike vseh praktično področji, če govorimo o turizmu.
Predvsem to, da moramo sodelovati znotraj regije na nekem, bom rekel, političnem nivoju, nam prav to manjka. Tako da upravljamo to nalogo, ker pokrivamo celotno goriško regijo in se pravi povezovanje med sorodnimi ponudniki, spodbujamo specializacijo, profesionalizacijo in predvsem apeliramo na dvig kvalitete ponudbe, da dosežemo boljšo, večjo dodano vrednost. V zadnjih letih pa pogovor vedno steče tudi o problematiki kadra, kjer je mogoče problem tudi sam ugled, da poskušamo to dvigati. Govorimo o gostinstvu predvsem, kaj ne? Vsemi inštitucijami, ki pač tukaj lahko pomagajo. Tako da ogromno dela na strateškem nivoju. Mogoče bi pa izkoristil to priliko pa omenil še na tem mestu pomemben regijski projekt, to je Evropska prestolnica kulture, kjer smo zraven od samega začetka, dajemo pobude, aktivno sodelujemo in tudi, bom rekel, apeliramo turistične ponudnike iz celotne regije, da je to regijski projekt, ne samo mesti Goric, da se aktivno vključijo in oblikujejo konkretne turistične produkte, pakete, da jih že to prihajajočo zimo lahko v sklopu tega projekta ponudimo na nivoju celotne regije. Torej, če vas prav razumem, pogrešate predvsem enega koordinatorja regijskega. Da skočim na področje kolesarjenja, identična situacija, ko smo skušali spreminjati oziroma bolje rečeno prilagajati zakonodajo, so nam manjkali koordinatorji na destinacijskem nivoju. Destinacije vmes so se združevale, kar je pohvalno. Predvsem koordinatorji na regijskem in državnem nivoju za take res pomembne strateške spremembe. Tom Murovec, predsednik Športno-kulturnega društva na Smejanih, kje sami vidite priložnosti turizma? Naše društvo sem rekel, da se ne toliko kot ukvarjamo s turizmom, se bolj z lokalnimi. Imate pa v pogled, bomo rekli, v samo dogajanje, v obiskovalce? Ja, smo deležni, vidimo, čutimo ta turistični pritisk okoli nas, tako da ne vem. Se bom vrnil, kar sem rekel na začetku, meni smo zdi vsega tega malo preveč ali pa ponudbe naše, da bi tudi prenesla premalo. Ne? Osebno si želim en števc prometa na Vršiču, Predelu in pa v Sukanu, ker v Ameriki, one in, one out, ker ne zdrži, sama dolina Soče ne zdrži toliko ljudi, kot je zdaj. Ne? Ene reči si treba odreči, ko je rekel Petr, tudi imamo dosti segmentov teh, si treba mogoče ciljno osredotočiti, fokusirati na en tip, dva tipa ljudi, ki niso mimo idoči in delijo hužva vsem na cesti ali bilo kako, ampak tudi tukaj neki trošijo, pustijo, se ustavijo, širijo dober glas, recimo. Taki so seveda zelo zaželeni. Ne? Isto Kanal, ki je rekla Petra, je imel kemp že od zmeri. Ne? Nam se je to nekako normalno zdelo, smo se otroci pogovarjali s turisti, se učili tuje jezike in to, ne? Ker recimo še s Krašovci, ko so hodili k nam pa Brici, tu je kot smo v Evropi, ne? Tle zvidu Nizozemce, zvidu Njemce, mislim, res to je skozi krožilo po kraju, ne? Tako da nam res ni tuje, no, tako zdaj smo pa malo zarili, no, tako smo pred izzivi novimi, ako se pobrati, čeprav je svetovna kriza, evropska, noben nima kelnerjev, vsi uvažajo tuje delavce pa te reči, ne, bomo videli, kako bo šlo to naprej, ne, upam najboljš. V Posočju se mudimo danes, natančneje v občini Kanal, ki ima vse predpogoje za razvoj v uspešno turistično destinacijo, ima pa tudi kar nekaj izzivov. Promet skozi mesto, prenočišča, govorili smo o pomanjkanju kadra, okoljske teme. Kaj vidite vi kot glavni izziv, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Petra? Ja, tako kot sem že povedala, Kanalska občina je turistična občina in to že več desetletij, če ne pol stoletja in več. Je pa res, da enostavno bo zdaj čas, če do zdaj ni bil, da se določene stvari, predvsem infrastrukturne, uredijo. Torej, želimo si obvoznice, želimo si nekaj urejenih parkirišč in potem mislim, da ne bo nobenih težav za več turistov, za morebitne investitorje in za nove gostince. Zasebno pobudo tudi. Tako. Pa recimo, govorimo o kanalski obvoznici že res veliko časa. Kakšne signale je potrebno še sprožiti tukaj, da bi se sprostil ta del mesta, recimo? Ja, mislim, da bo potrebno dobesedno zatežiti v Ljubljani, težiti in se veste, tisti, ki ti ne neha težiti,
na koncu mu daš. Se pravi, biti vztrajni. Tako da je treba biti vztrajni, ja, absolutno, ker tle v bistvu lokal ima nenormalno lepo središče, tam bi nastala tudi lokacija za prireditve, za koncerte. Mestna plaža. 58 društev imamo, ki skozi celo leto nekaj ustvarjajo, to je res pohvalno prebivalstvo vaške skupnosti, vsa ta društva, kakor sem prej omenila, ogromno imamo osnovne, nesnovne dediščine, ki se lepo združi z enim turistom, ki ga zanima vse to. Malo je športen, malo bi pojedel, popil, je malo hedonist in seveda bi šel v cerkev, bi šel v galerijo. To je pač svetovni dober turist, tega si želimo. Ponudbe pa manjka, čeprav o tem bomo še nekoliko kasneje, sedaj bi rada še nekoliko o infrastrukturi za kolesarje. Peter Daks-Kobler, ti vse bolj množično obiskujejo seveda dolino Soče, je pa tudi na tem področju precej izzivov. Ravno prejle smo govorili predvsem tudi o tablah, ki usmerjajo turiste recimo na te urejene poti. Še vedno namreč najdemo kolesarje tako po Soški cesti do kanala, recimo pa je urejena, kaj ne, kolesarska pot. Navkljub razvoju, ki se je na tem področju zgodil, še vedno obstaja ta prevelik razkorak med lepimi kolesarskimi fotografijami, s katerimi vabimo po celem svetu na sejmih v zimskem času kolesarje v našo destinacijo in tem, kar pol oni doživijo v naši prometni kulturi. Tako da tukaj je še veliko dela, pa se bom vrnil 10 let nazaj, ko smo oblikovali to kolesarsko povezavo. Ne govorimo o infrastrukturi, ampak ideji, kako kolesariti po dolini Soče in vključiti še čezmejno območje Čedada in Brd. Od takrat se je tudi na teh daljinskih, pomembnih državnih povezavah veliko naredilo. Brv v Solkanu, potem povezava Most na Soči Tolmin pred kratkim. Trenutno se ureja okolica Tolmina v sklopu Tolminske obvoznice. Pogovarja se intenzivno o povezavi pomembnim med Kobaridom in Čedadom, dogajajo se preboji med Bovcem in Tolminom. Tako da država tukaj očitno je razumela, kako pomemben je kolesarski turizem, pa tudi varnost udeležencev, tudi nas domačinov in družin v prometu. Mogoče še en apel, pogrešam vložke v razvoj gorsko-kolesarskih poti, ker so relativno majhni napram izplenu, ki ga na drugi strani dobimo v primerjavi s temi, bom rekel, daljinskimi kolesarskimi potmi. Govorim o rednem vzdrževanju starih poti, ki jih je pomagal narediti moj nono, ali pa pomoč pri zapletih v nekih kolesarskih parkih, kot je na Robedišču, kjer so ročno narejene poti in gre tudi za butično zgodbo, ne kot na smučiščih. Tom Moravec, če pristavite še vi lonček, kaj bi naredili, če bi imeli škarja in platno v rokah, kanalska obvoznico? Obvoznica definitivno, samo ne v taki obliki, kot je zdaj, ker to je popolnoma brez veze. Gre 10 metrov pred kanalom, mislim, da se niti hrupov, niti prahu ne bomo tako umaknili. Kanal bi mogel biti vsaj ob vikendih zaprt za ves promet, kot je kak Čedat recimo, in potem se tam odprejo prireditveni prostori, hostilne, sprehajalne poti in vse, definitivno tako. Drugače, kaj bi dosti naredil? Ne vem, se mi zdi, da so dobro zastavljene stvari, samo se ne odvivajo tako, kot bi se mogle kot so zastavljene. Samo to je problem. Ne? Plus, da pole vsaka oblast, ko pride, postave neke nove temelje, ki pride druga, jih spodre, začne znova. Vse tistih, recimo, ko smo že pri obvoznici, so bile dva čudovita druga načrta. Ne? Ali pa Petra, ali pa jo narediti tudi jaz klehče, sem po vročinju noter, da niti ne vidijo kanala, da grejo samo mimo, ta je tudi druga možnost, recimo. Kako gledate na odločitev, da ste del zavoda Turizem Dolina Soče, Petra Rutar? Kako poteka povezovanje med destinacijami po vaši oceni? Ja, v bistvu zdaj mogoče še malo prezgodaj. Čez par mesecev me boste vprašali, ko bo šla prva moja sezona skozi. Tako da v bistvu jaz sem vedno bila za povezovanja, vsak dan se kaj naučiš, jaz od drugih, drugi od mene in odprti smo za vse te zadeve in se tudi dogovarjamo. Dolina Soče, ko sem rekla, mi smo vstopna točka ali pa izstopna, treba je posebno, predvsem tudi za domačine, kakor sem prej omenila, ko bomo mi imeli dušo in bojo to energijo videli tudi drugi, ne? Torej, moramo zdaj malo pri nas urediti stvari, zdaj ne preveč dolgo, ampak dajmo reči, da po tej sezoni vam bom znala malo bolje povedati. Ja, septembra oziroma oktobra ste nastopili funkcijo direktorice zavoda, ne? Ja. No,
mislila sem predvsem v tej smeri o zavodu, se je govorilo tudi, torej Kanalska občina se je odločila tudi o tem, ali bi se pridružila Goriškemu zavodu za turizem, recimo, bile so neke ideje. Se vam zdi torej pravilna odločitev ta? Ste del Soče, kot ste dejala, oziroma del Soške doline? Ja, v bistvu, kakorkoli že pač se odločajo drugi, če pa mene vprašate, je zdaj mogoče, da smo malo bolj glasni. Malo smo bolj glasni in bolj pogosto se povezujemo, kar je bilo tudi verjetno potrebno, da se damo na zemljevid doline Soče, na zemljevid Goriške in da nas ne pozabijo in pozabite. Peter Skobler, Soča Outdoor Festival, ki ste ga zasnovali, je pred vrati, konec junija se vrača, imate goste z vsega sveta. Kako se vi povezujete in sodelujete z ostalimi ponudniki in tudi destinacijami, ne nazadnje, in se je na tem področju kaj izboljšalo v zadnjih 10 letih? Ker sem sam bil aktiven tudi na, lokalni turistični organizaciji pred kar nekaj leti, bi najprej omenil to, da je tudi moja diplomska govorila o strateški organiziranosti na destinacijskem nivoju. In tukaj me zelo veseli, da se je v tem vmesnem času formiral enoten zavod za občine Tolmin, Kobarid in Bovec in odlično sodelovanje z občino Kanal na tem področju. In da skočim nazaj na Soča Outdoor Festival, to je eden od pomembnih elementov oziroma vizije samih organizatorjev za tem dogodkom, da je to Soča, soški festival, ne tolminski, da sodelujemo z Zavodom za turizem, občino, z Slovensko turistično organizacijo, da smo bili prisotni s programom, trasami, prizorišči tudi v Bovcu in Kobaridu, ne samo v Tolminu, čeprav se zdaj koncentriramo s tem prizoriščem pač v tem na matični lokaciji. Mogoče še bi izpostavil letošnje sodelovanje s podpornimi inštitucijami iz lokalnega okolja, katerim smo organizirali tekaške priprave, podelili smo jim brezplačne štartnine, zbiramo donacije za gorsko reševalno službo, za sanacijo poti, ki jih tudi mi uporabljamo po lanskih poplavah. Tako da to sodelovanje, dihanje kot eno, se mi zdi, da je tisto ključno pri strateškem razvoju, se pravi v našem primeru outdoor vsebin v destinaciji Dolina Soče. In kot vas razumem, je torej se izboljšalo oziroma gre v pravi smeri. Absolutno. Tom Moravec, se tudi sami združujete, povezujete s kakšnim društvom na območju Kanalske občine ali pa morda širše? Pa mi, naše društvo Nasmejanih se niti ne, mislim, sodelujemo z vsemi, vsekakor, ne, ker moraš, drugače to ne gre, skozi smo premajhni, da bi se prav združevali, da vidimo neke cilje skupne z nekom, niti ne, smo precej drugače misleči, recimo. Pa imate dovolj posluha, recimo, krovnih organizacij? No, se to sem hotel dodati, ne vidim pa, da so v zadnjih letih, mogoče z novim županom, z novo turistično, da se malo bolj razumejo naše ideje, ne, da se jim prisluhne in da se tudi dovoli jih realizirati, ne, in na koncu rečemo, rata v redu. Ne. Super. Kakšni so torej cilji vašega Zavoda za turizem, kulturo in mladino in šport? Pa upam, da sem se naštela, kaj ne, Kanal. Petra Rutar, kako in kam bi se radi postavili na ta turistični zemljevid? Ja, prav zagotovo tam, kjer smo, samo urediti stvari, kot sem že povedala, ki so potrebne, da lahko in domačini in turisti lepo funkcioniramo skupaj. Torej, malo ponudbe več, apeliram na kakšne zasebnike, da bi mogoče razmišljali o kakšni hiški, mogoče malo bolj luksuzni. Zakaj da ne? Takih ponudb manjka tudi? Ja, manjka takih ponudb. Najprej je bilo mišljenje, da to pač za Kanal je dovolj, ampak ne, samo najbolj dobro je dovolj dobro. Torej smo že videli, da grejo tudi mal dražje nastanitve, torej apeliram na ponudnike, da bi šli v to smer, mi bomo pa urejali, kar se da bomo v parih letih lahko infrastrukturno to zadovoljili, da bomo potem sobivali. Nenazadnje je pred vrati zares tudi Evropska prestolnica kulture, projekt, ki naj bi povezal celotno regijo, kot ste že prej izpostavili prav vi, Peter Skobler. No, sicer pa imate projekte praktično povsem po Sočiju, pa pogrešate morda tudi sami kakšno občinsko, regijsko pobudo, kako gledate na to? Pa se bom vrnil na naša prizadevanja članov znotraj sekcije na Gospodarski zbornici, da bi tukaj okolje res prepoznalo trud, ki ga vlagamo v to delo. In pomembnost v bistvu, da stopimo skupaj turistični ponudniki na nivoju celotne regije. Drugače, pri samih ponudnikih jim želim čim bolj uspešno sezono, da so uspešni pri ustvarjanju tega vzdušja.
ki ga v bistvu ne samo kolesarski, kulturni, bilo kakšni obiskovalci začutijo. Mogoče pri sebi pa, da bi uspešno povezal te razdrobljene, ampak sicer uspešne zgodbe pod novo blagovno znamko Mad Mountain, kjer smo čisto nori na outdoore. Super. Tom Moravec, predsednik Športno-kulturnega društva Nasmejani, čez pol leta se bo pričel projekt TPK. Je to priložnost tudi za Kanalce? Mi se tudi trudimo malo skočiti na ta vlak. Iščemo sicer, da bi izvedli malo drugačno prireditev, netipičen koncert ali nekaj takega. Imamo neke manjše pogovore, nismo prav pri srži. No, tako, ne. Če bo prilika, se bomo temu pridružili. Sicer pa z različnimi projekti. Jaz bi pa drugače povabil na naše tiste 3 klasične, ki imamo, knjižnico pod Krošnjami, za vse otroke, ki se dogaja čez dan, pa po 2 tedna, za vikende ne, na Čiljado, ki izvajamo in letos končno spet kontrado. Odlično. Ponudbe, torej saj z vaše strani ne bo manjkalo. Hvala lepa, spoštovani gostje, čas nas že priganja, tako da se zahvaljujem tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili z nami in na slišanje ponovno prihodnji teden. Koraki do uspeha.